Torej, spoštovani vsi prisotni, lepo vas pozdravljam. Dobrodošli na informativnem dnevu za doktorski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Veseli nas, da ste se nam pridružili in tudi upamo, da bo današnje srečanje vam v pomoč v razmisleku in tudi potem v odločitvi za vaše nadaljevanje znanstveno-raziskovalne poti. Lepo pozdravljam vse kolege z fakultete, to so skrbniki programov in pa vodje referata za doktorski študij. Sicer pa vas tudi vse zelo lepo pozdravljam v imenu dekana Teološke fakultete dr. Tadeja Stegu, ki pa danes žal zaradi drugih obveznosti ne more biti z nami, pa obenem vas tudi pozdravljam v svojem lastnem imenu, tako da dovolite najprej nekaj uvodnih misli in besed. Pred vami je pomembna odločitev, kako nadaljevati svojo študijsko in pa tudi raziskovalno pot. Verjamem, da boste danes prijeli dovolj vsebinskih, strokovnih in pa tudi osebnih spodbud, da se boste znali odločiti in tudi zmogli presoditi, ali lahko prav na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani najdete prostor za svoje znanstveno-raziskovalno delo. Zdaj, sam doktorski študij ni samo nadaljevanje nekega formalnega izobraževanja, je tudi neko poklicanost, poslanstvo, povabilo v svet ustvarjanja novega znanja, je povabilo, da morda ne ostanemo samo pri tem, kar že vemo, ampak da tudi iščemo neke globlje odgovore, odpiramo nova vprašanja in s tem prispevamo k razumevanju sveta in človeka v vsej njegovi kompleksnosti. Na Teološki fakulteti raziskujemo predvsem to, kar nas vse zadeva, to je človek in pa njegov odnos do samega sebe, do drugega, do družbe, do duhovnega, presežnega. Lahko rečemo, da znanstveno delo umeščamo v dialog z življenjem, tako da teološka, religiološka in tudi terapevtska razsežnost našega študija niso samo akademske discipline, ampak so tudi poti, po katerih raziskujemo prav to človekovo notranjost, tudi njegove stiske, iskanja, upanja in verovanja. Znanstveno raziskovanje na naši fakulteti ni namenjeno pa samo temu akademskemu krogu, ampak se njegovi sadovi kažejo potem tudi v vsakdanjem življenju, predvsem v strokovnem delu z ljudmi, v razumevanju družbenih pojavov, v iskanju odgovorov na etična vprašanja, v krepitvi odnosov, razvijanju pristopov, ki izboljšujejo kakovost življenja posameznika in skupnosti, in zato je pomembno, da znanstveno delo ni samo ločeno od sveta, ampak da vanj tudi dejavno posega. Naši raziskovalci s svojo predanostjo res gradijo prostor znanstvene odličnosti in tudi hkrati iščejo načine, kako bi ta svoje znanja in pa ugotovitve prenesli v samo prakso, v pomoč ljudem, ki jih srečujemo, bodisi v pastoralnem, terapevtskem, vzgojno-izobraževalnem ali pa tudi morda v širšem družbenem in kulturnem prostoru. In prav vi, ki ste nove generacije raziskovalk in raziskovalcev, ste tisti, ki boste to delo lahko tudi nadaljevali, ga razvijali in tudi preoblikovali glede na izzive današnjega časa. Tako da se veselimo vaše prisotnosti, vaših vprašanj, vašega zanimanja, predvsem pa vaših prihodnjih raziskovalnih prispevkov. Doktorski študij je priložnost, da združite to svoje znanje, ki ga že imate, tudi izkušnje, in tudi osebno poklicanost in to nekako povežete v to raziskovalno delo, ki bo imelo pomen za vas, za celotno stroko in pa tudi za življenje nasploh. Verjamem, da boste na naši fakulteti našli odprt prostor za znanstveno rast, za pridobitev tistega, kar ste že morda zgradili, in pa tudi za samo soustvarjanje znanosti, ki nas bo potem vse bogatila. Naj vas teh nekaj uvodnih misli usmeri naprej, da pa se boste lažje odločili, pa informativni dan nadaljujemo najprej s predstavitvijo organizacijskih in pa formalnih vidikov doktorskega študija. Z nami je gospod Dejan Levičnik, vodja referata za doktorski študij, ki bo podal nekaj ključnih informacij glede samega poteka študija, prijavnih postopkov in tudi samih podpornih storitev. Tako da, gospod Levičnik, prosim, izvolite. Hvala lepa. Torej, lep pozdrav tudi z moje strani referata za doktorski študij. Zdaj, najprej, torej, preden boste dobili malo vsebinske informacije, vam bom jaz povedal še ene par tehničnih stvari, torej kako se sploh vpišete, prijavite, tako da boste majčkeno poznali vse skupaj. Če gremo čisto na začetek, torej pri nas se lahko vpišete na doktorski študijski program 3. stopnje teologija
In teologija ima dve področji. Eno je teologija, drugo je zakonska družinska terapija. Torej, tudi če se vi prijavljate na zakonsko družinsko terapijo, gre za program teologija, področje zakonska družinska terapija. Študij traja 4 leta, imamo pa mi število vpisnih mest imamo 20, tako da tudi v zadnjih letih načeloma nismo presegli te številke, je bilo vedno znotraj tega števila 20. Kar je pa zelo pomembno, je pa to, da za prijavo potrebujete soglasje mentorja. Torej, še preden se vi vpišete, morate že imeti soglasje mentorja. Kaj to pomeni? To pomeni, da morate že zdaj pogledati, kateri mentorji so na razpolago. Bom pa tudi kasneje malo pokazal, kje to pogledate. In nekako, da veste, s čim se boste ukvarjali, oziroma da imate neki idejni osnutek in potem malo kontaktirate mentorja. Skratka, dobiti morate mentorja, ki vam podpiše. Zdaj, ni čisto enostavno, nekateri mentorji so tudi precej zasedeni, tako da je dobro čim prej začeti in tudi se malo angažirati v tej smeri. No, skratka, po končanem študiju dobite potem tudi naziv doktor oziroma doktorica znanosti. No, potem imamo pa še, se lahko vpišete na interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje, humanistika in družboslovje, in sicer na področje religiologija. Torej, tukaj gre za interdisciplinarni študijski program, kar pomeni, da teološka fakulteta izvaja skupaj s FDV pa filozofsko fakulteto. In vpis je pa na tisti fakulteti, kjer si izberete mentorja. Torej, če se izberete mentorja na teološki fakulteti, potem se tudi tukaj vpišete in tako kot prej, ko sem omenil, rabite torej pred vpisom že soglasje mentorja. Študij prav tako traja 4 leta, število vpisnih mest na ULT-ju, torej na teološki fakulteti, imamo 3. Prav tako, torej po končanem študiju, dobite naziv doktor oziroma doktorica znanosti. Potem pa eno od takih vprašanj, ki zelo dostikrat se pojavi, je glede šolnine, torej koliko je cena doktorskega študija. Tukaj vidite tudi na tem slajdu, torej doktorski študij teologija, za vse 4-letnike 12.000 evrov oziroma razdeljeno po letnikih in za doktorski študijski program, torej za področje religiologije 11.600 evrov razdeljeno po letnikih. Je pa tako, zdaj obstaja tudi možnost sofinanciranja. To tudi zelo dostikrat se pojavlja to vprašanje. Sofinanciranje je pa tako, če vi do zdaj še niste bili prijavljeni na kakšen doktorski študij in če ste imeli na zdajšnjem študiju, torej do diplomskem ali pa magistrskem študiju, da ste imeli povprečno oceno 8,0 ali več, ste lahko upravičeni do sofinanciranja. Zdaj, mogoče da malo pojasnim glede te ocene 8,0 ali več. Torej, bom povedal čisto na enem primeru. Če ste imeli, tukaj se štejejo posamezne ocene, torej ne končno povprečje diplome in magisterija bolonjskega, ampak povprečje ocen. Torej, če ste vi imeli na diplomskem primer 30 izpitov, medtem ko na magisteriju ste imeli 10 izpitov, se šteje torej 40 izpitov, povprečje teh 40 izpitov. Torej ne samo končne ocene, ampak povprečje vseh izpitov. Tako da to pomeni, da si tudi lahko že sami malo naprej preračunate, ali ste upravičeni v prvem letniku do sofinanciranja ali ne. Je pa tako, da to, kar sem zdaj povedal, velja za prvi letnik, pogoj za sofinanciranje za višje letnike je pa redno napredovanje. Torej, če vi redno napredujete iz prvega v drugi letnik, imate potem tudi v drugem letniku možnost sofinanciranja, ne glede na oceno prej. In tako potem tudi za tretji in četrti letnik. Zdaj, samo višino sofinanciranja mi vedno to izvemo šele potem kasneje, običajno v mesecu decembru, ker je pač tudi odvisno, koliko je vseh prijavljenih študentov doktorskega študija in potem se to razdeli. Je pa tako, da v zadnjih letih je ta znesek kar dober, precej dober, in sicer je bilo sofinancirano v zadnjih 5-6 letih nekje med 70 do 90%, torej kar konkretno. Ampak kot sem že omenil, mora biti izpolnjeni te pogoji, 8,0 ali več za prvi letnik in redno napredovanje za višje letnike. Zdaj pa, pomembni roki.
čist na grobo, sam vpis poteka v nekako dveh fazah, če si tako mogoče najlažje predstavljamo. Prva faza je razpis za vpis. To pomeni, da se morate vi prijaviti, da se želite vpisati, torej, da izrazite svoj interes. In na tem razpisu za vpis morate vi tudi, to vse poteka elektronsko, torej in razpis za vpis in vpis. Torej, na tej prvi fazi, na tem razpisu za vpis, morate vi tudi oddati vse elektronske priloge, torej morate dati soglasje mentorja, potem tudi ta idejni osnutek, življenjepis in še druge stvari, ki so potrebne, to imate vse elektronsko, piše gor. In potem, ko vse to oddate, še malo nazaj, ko vse to oddate, je pa potem, če je vse v redu, vas pa povabimo na vpis, ki pa poteka potem meseca septembra. Tako da razpis za vpis, torej za teologijo pa zakonsko družinsko terapijo, je do 25. avgusta. Torej nekaj časa je še, ampak še vseeno, če hočete tudi dobiti kakšnega mentorja, morate že kar hitro, torej kar stopiti malo pa začeti tudi kaj iskati. Za religiologijo je rok do 6. junija, torej prvi rok do jutri, je pa potem še tudi drugi rok od 16. junija do 18. avgusta. Torej, kot sem omenil, vse poteka elektronsko. Ko je teh rokov konc, če je vse v redu, vas povabimo na vpis, ki je pa najkasneje do 30. septembra poteka. Isto vse elektronsko, smo pač v navezi tudi preko mailov in tako naprej. Če gremo, torej, zdaj pa vse te informacije si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Tukaj imate povezavo do naše spletne strani in tudi, če greste na osnovno spletno stran, tako, ja, tale slajd. Če greste na osnovno spletno stran, imate tudi, vidite tamle študij levo zgoraj, kliknete študij, izberete referat 3. stopnja in pridete semle noter. In tukaj noter je pomemben tale trenutno za vas, tale, ki je obkrožen, in sicer informacije za vpis, in tukaj imate tudi potem v bistvu vse te informacije, ki sem jih zdajle povedal. Če gremo kar na naslednji slajd, evo, tole je, ko kliknete informacije za vpis. Tako da imate na prvi alineji imate torej razpis za vpis, kjer si lahko ogledate, kakšni so pogoji, če izpolnjujete vse pogoje. Druga alineja imate prijava za vpis, to je tudi tisto, kar je bilo prejle gor, torej kliknete tam in se lahko tudi vpišete preko tega elektronsko. Ta tretja alineja je posnetek informativnega dneva, trenutno še za lansko leto, zdaj potem, ko bo tudi potem tale šel gor. Tudi tukaj je opozorilo, da je obvezno k prijavi za vpis soglasje mentorja in potem imate pa tudi obrazec za soglasje mentorja. Torej, prvi obrazec je za področje teologije pa zakonske družinske terapije, ta zadnji obrazec pa je za področje religiologije. No, in glede mentorjev, kar sem tudi prej povedal, tukaj si lahko tudi pogledate seznam potencialnih mentorjev. Tukaj je seznam, na katerega lahko kliknete, vsakega posebej, in tudi nekako si preberete, s kakšnim področjem se okvirno ukvarja določen mentor, določen profesor, in tudi mail, kamor lahko pišete in potem pač povprašate. Se potem bodo tudi še malo kasneje tudi še profesori kaj povedali glede tega. Potem cenik Univerze v Ljubljani, tako kot sem vam tudi že prej pokazal, in tudi sofinancirana, to, kar smo prej govorili, si lahko še bolj detaljno preberete. Zdaj tako, res je, tukaj imate na desni strani tudi kontakte, ko vidite, torej e-pošta, telefon. Vsak ima običajno majčkeno specifičen primer. Če rabite, če imate kakšno vprašanje, lahko tudi pokličete ali pa pišete, pa bomo probali pač nekako najti oziroma kakšen odgovor za vas, ker res je toliko različnih primerov, da kar kontaktirajte nas, pa ni problema. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa gospodu Levičniku za nazorno in pa pregledno predstavitev. Sedaj pa bomo prisluhnili še predstavitvam 3 vsebinskih področij doktorskega študija, ki jih izvajamo na naši fakulteti in so že bili omenjeni. Tako boste lahko tudi bolje razumeli strokovne in pa raziskovalne usmeritve, tudi spoznali profesorje, ki ta področja vodijo. Najprej k besedi vabim izrednega profesorja doktorja Ivana Platonjaka, ki bo predstavil doktorski študijski program teologija, področje teologije. Izvolite, profesor Platonjak.
Najlepša hvala, vse prav lepo pozdravljam. Te splošne informacije so že bile nekako tudi prej povedane, je profesorica Simonič povedala, razložila, tako da nekje v tem pač je pa smer raziskovanja prav teologija. Pa bi dali naprej. Za prvi letnik je nekje tisto, kar je obvezno, je splošni predmet, obvezni teološki, religijoški in psihološko-terapevtski pogledi na človeka. To mora vsak in je običajno, to je predavanje ob torkih od 16. do 20. ure en semester. Obvezni predmet je tudi področni predmet, metodologija, raziskav, virov in tradicije. Potem pa mora tisti, ki izbere to smer teologije, izbrati tudi 3 izbirne področne predmete, ki jih potem naši tudi, jih je veliko možnosti. Glede na število prijavljenih na en predmet, če je prijavljenih 5, potem se izvaja v živo, drugače pa so konzultacije. In začne se tudi pripravljati takoj dispozicija. Naprej, drugi letnik je za vpisan, da se lahko vpiše, pač potrebno narediti to, kar je v prvem letniku in 2 izbirna predmeta, znanstveni članek ali pa aktivna udeležba na kakšni znanstveni konferenci in tudi potem individualno študijsko raziskovalno delo, ki potem se preceni ali je in glede na to potem se, če to izvedete, gremo v tretji letnik, kjer se lahko v tretji letnik vpiše tisti, ki te stvari opravi in tudi je potrjena dispozicija strani teološke fakultete. Je potem še potrebno izbrati en izbirni predmet in tudi opraviti individualno študijsko raziskovalno delo. In na to gre četrti letnik, kjer zopet opravi obveznosti čisto vse, če prej je malo kaj spregledano, prvi in drugi letniku, da se to naredi in da upraviči tudi 55 kreditnih točk iz individualnega študijskega raziskovalnega dela v tretjem letniku. In hkrati mora za ta vpis biti pa tudi dispozicija potrjena strani Univerze Ljubljana. In na začetku res pomembno, kot je že bilo poudarjeno tudi v uvodu, razmišljati o raziskovalnem področju, na področju teologije, vprašanju, kaj vas zanima, kaj bi želeli poglobiti, kaj bi radi raziskovali, raziskati, kdo od profesorjev bi lahko bil vaš mentor. Tukaj je dobro, da ste pozorni tudi čemu se mentor posveča, ali je res tista tema, ki vas zanima, kajti dobro je, da tudi profesor res te stvari raziskuje in da je to tisto, kjer boste lahko potem tudi vi nadaljevali raziskovanje in lahko ima največ 6 kandidatov. Najti profesora, ki bo lahko od drugega letnika potem vaš mentor, če je eno je v opisu, potem pa mora res za dispozicijo oziroma biti tisti mentor, ki vas bo potem spremljal naprej. Na začetku priprave dispozicije imate lahko začasnega mentorja. Če kako vprašanje, potem še naprej lahko potem vprašate ob koncu. Sem tudi na voljo tudi za poiskati mentorja, če ga še niste našli in da bi nekje tudi potem lahko se vpisali. Hvala. Ja, hvala lepa vam za predstavitev teološkega področja doktorskega študija. K besedi pa sedaj vabim profesorja doktorja Tomaža Erzarja, ki vam bo pa predstavil področje zakonske in družinske terapije. Profesor Erzar, prosim. Hvala. Lep pozdrav. Zdaj, struktura študija na tem področju, se pravi zakonske in družinske terapije, je povsem enaka strukturi, ki je zdaj profesor Platovnjak predstavil. Se pravi, 4 letniki, več frontalnega tega pouka v prvem in drugem semestru, kasneje izbirni predmeti, medtem ko so obveznosti oziroma zahteve za prehod v višje letnike povsem enake. Se pravi, gre samo za eno drugo področje. Eno opozorilo, da to včasih se kdo sprašuje, ali bo na tem področju zdaj lahko razvil, dogradil ali spoznal neke terapevtske veščine ali pa neko praktično usposabljanje dobil, to žal ne. Ker to je vendar znanstveno delo,
za katerega se predpostavlja eno obvladovanje znanstvene metodologije in pa seveda en izvirni prispevek na tem znanstvenem področju. Področje zakonske in družinske terapije je zelo široko, tako da to ne pomeni, da morate proučevati ravno proces terapije, možno je proučevati tudi kakšna področja, ki so sorodna, recimo družina, odnosi v družini, razvoj in podobno, ampak vsekakor se mora dotikati tega terapevtskega področja. Zdaj, zakaj je to pomembno? Se mi zdi, da ne bi s kakšnimi temami se prijavili in potem bi iskali mentorja. Tako da, kot je bilo rečeno, začnite z mentorjem in potem iščete temo. Težko je najti mentorja, če imaš ti že eno zelo utrjeno predstavo, nekaj si delal že na magistrskem študiju in zdaj praviš, ali pa si misliš, to bi jaz zdaj nadaljeval na doktorskem, se lahko zgodi, da pač mentorja, ki bi imel dovolj referenc, dovolj znanja z tega področja, ne bo. Tako da to opozarjam, da začnite rej z mentorjem, tako kot je bilo rečeno, pogledati, kje je mentor močen, kje so njegova močna področja in potem se poskušati približati svojo temo tem področjem. Drugo je sama časovna dinamika študija, za katero se je dobro tako organizira, da imate vsaj v prvem semestru in jaz bi rekel tudi v drugem veliko časa v popoldanskih urah, ker so v glavnem predavanja, kadar je dovolj študentov, v času, jaz bi rekel, od 4-5 navzgor. Se pravi, tako da omogočimo tistim, ki imajo zaposlitve, da vendar sledijo predavanjem, ampak to je precejšno breme, seveda, če je nekdo zaposlen, pa ima celo družino, zdaj bi še doktorat vpisal in pa ni pripravljen v prvem letniku na to, da bo, kot smo videli, torek, eventualno sreda in četrtek, imel popoldne predavanja. Zdaj, poleg tega že omenjenega skupnega predmeta v prvem semestru ob torkih popoldne bo imel še 2 področna, tudi obvezna predmeta, oba po 10 kreditov, se pravi veliko snovi, veliko ur, in sicer so to temeljna pojmovanja in raziskave zakonske in družinske terapije ter problem in metode raziskovanja odnosov. Oba predmeta, se pravi z zahtevnimi pojmovnimi vsebinami in pa za kvalitativno in kvantitativno metodologijo. Kasneje se ta tempo potem zmanjša, že konec drugega semestra, sledi delo z mentorjem, javna predstavitev dispozicije, delo na popravkih, izboljšavah dispozicije in tako naprej. Ampak za prvi letnik vedno opozarjam imeti več časa na razpolago. To je pravzaprav glavne smernice so te. Če bo še kakšno vprašanje, bom tudi jaz na voljo po zaključku. V glavnem smo mi veseli vsakogar, ki v to zahtevno področje stopi, prinese svoje izkušnje, ampak seveda s to zavestjo, da bo zdaj tukaj nekaj novega prispeval k znanosti in to je vsekakor pohvala za našo fakulteto in za mentorje. Hvala. Hvala lepa za jasno in pa tudi vsebinsko bogato predstavitev. Za konec pa bomo prisluhnili še predstavitvi področja religiologije v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, ki pa jo bo podal izredni profesor dr. Marij Jožev Sredkar. Prosim. Lep pozdrav tudi z moje strani. Na področju religiologije je struktura zelo podobna, kot smo slišali že pri teologiji oziroma pri zakonski družinski. Tako da tega ne bom ponavljal. Na religiologiji pa je ena razlika oziroma je nekaj razlik. Prvič, vse pedagoško delo je skoncentrirano na prvi letnik. In sicer sta v prvem letniku zelo 2 pomembna temeljna predmeta. Eden se izvaja v okviru teološke fakultete, to se pravi za tiste, ki so vpisani na naši fakulteti. In sicer teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka. To smo že slišali, da se bo izvajalo ob torkih popoldne oziroma zvečer, to od 4. do 8. ure. To je obvezni temeljni predmet.
Drugi temeljni predmet pa se izvaja v sodelovanju z filozofsko in FDV fakulteto. In sicer je to tako imenovani trojček, to se pravi, eno tretjino študentov opravi na teološki, eno tretjino na filozofski, eno tretjino na FDV-ju. Lejte, po svoje zgleda, to bo pa komplicirano, ampak je to obogatitev. Je obogatitev zato, da določene stvari spozna študent tudi z drugih vidikov, ne samo z teološkega vidika. In sicer je to delo oziroma je potem ta predmet se izvaja individualno. Lejte, odkar imamo po bolonjski reformi program religiologije, nikoli ni bilo več kot 3 študentov naenkrat vpisanih na vseh 3 fakultetah. In v zadnjih 5 letih je bil vedno samo en študent vpisan, bodi si na naši fakulteti, bodi si na FDV-ju ali filozofski. In zato se to izvaja individualno. Koordinator študija na vsaki fakulteti bo povedal, pri katerem profesorju oziroma katerega profesorja je treba kontaktirati, s katerim se dogovori za konsultacije oziroma za vse pogoje, za vse obveznosti in potem tudi izpit. Se pravi, v bistvu za ta temeljni predmet mora študent opraviti 3 izpite na vsaki fakulteti in potem mu je priznan kot opravljen predmet v celoti. Poleg teh 2 temeljnih predmetov pa sta potem še 2 z 10 krediti, ki jih študent izbere v dogovoru z mentorjem oziroma glede na temo, ki si jo izbere za doktorsko raziskovanje. Lejte, to je dejansko samo v 1. letniku pedagoško delo ali bi rekel pedagoške obveznosti, ker potem v 2. letniku, 3. in pa predvsem v 4. letniku je vse usmerjeno v raziskovalno delo, predvsem tudi pisanje člankov, ker so tudi članki potrebni oziroma kot pogoj potem za vpis v naprimer 3. letnik oziroma potem tudi za, da je sploh pred oddajo doktorske disertacije. Lejte, 3 fakultete tudi dajo 3 člane za komisijo za spremljanje doktorskega študenta. Zdaj se to imenuje komisija za spremljanje doktorskega študenta. Se pravi, da ko z mentorjem pripraviš dispozicijo, bo komisija, ki je sestavljena iz članov, ki prihajajo iz teh 3 fakultet, s katerimi izvajamo, pa potem zdaj imamo še zunanjega, to se pravi, bojo potem 4 člani, ki ocenijo dispozicijo in potem tudi so to člani, ki bodo na zagovoru oziroma ki bodo presodili, ali je disertacija v redu ali je potrebno še kaj popraviti in potem dajo podpise, da je vse v redu oziroma da lahko pristopi k zagovoru. Vsekakor je pomemben, ampak zdaj najprej smo to imeli samo na religiologiji, zdaj pa imamo tudi na drugih področjih na teološki fakulteti. To se pravi, da je predstavitev znanstvenih dosežkov predno se pristopi k zagovoru, tako da takrat imajo ti 4 člani veliko vlogo, da dajo kakšne konstruktivne recimo pripombe, da in koliko časa bo potreboval študent, da potem res na zagovoru vse lepo teče. To bi bilo glede same strukture in pa načina dela. Jaz bi samo še poudaril še enkrat glede mentorja.
Glejte, na religiološkem področju religiološko področje je zelo, zelo obširno, ne. In ko komisija za doktorski študij, univerzitetna komisija za doktorski študij preceni, ali je dispozicija ustrezna in ali je mentor ustrezen, gleda na ustreznost, je merilo za ustreznost mentorja njegovo znanstveno raziskovanje. Če, na primer, študent želi raziskovati neko temo iz hinduizma, profesor oziroma mentor pa nima niti enega članka, niti ene knjige, niti ene objave z tega področja, bodo rekli, ni ustrezen oziroma ni kompetenten, ne. Zato je to zelo, zelo pomembna zadeva in tudi ne verjamem, da bo sprejel, ne. Jaz imam v teh letih zdaj, odkar izvajamo dobrih 15 let na Teološki fakulteti ta program, oziroma je bilo že kar nekaj tudi idej ali pa bi rekel prošenj za mentorstvo glede kakšne teme, o kateri pri nas noben profesor ni imel nobene objave, nobenega znanstvenega dela in dejansko je nihče ni sprejel, ne. In je bilo potem razočaranje ali pa bi rekel, so določeni študentje, dvakrat je bilo, da so tudi rekli, da se bojo pritožili, ampak se nimaš kam pritoževati, ker mentor mora biti kompetenten za tisto področje in tudi če je kompetenten, pa se ne čuti ali pa nima več prostora, časa in ne podpiše, ga nihče ne more prisiliti, ne. Zato še enkrat, posebej na tem področju religiologije, kako je pomembno predvsem iskati nekega mentorja, se dogovarjati z njim glede teme raziskovanja in potem tudi biti miren, ko je treba potem podpisati. Dobro, to bi bilo vse z moje strani, hvala lepa. Ja, najlepša hvala še za to predstavitev. S tem smo tudi zaključili predstavitveni del informativnega dne. Ob koncu se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste danes sodelovali, gospodu Levičniku, vsem skrbnikom doktorskih študijskih programov in pa seveda tudi vam, drage udeleženke in udeleženci, za vašo prisotnost, pozornost in pa tudi zanimanje.